Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije in podpredsednik NSi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Dober dan. Bova nadaljevala na ti, ne? V redu, se strinjam. Povej, kaj zdaj s temi političnimi točkami, s podpihovanjem sovraštva, nestrpnosti, vse to so namreč očitki, ki letijo na Novo Slovenijo oziroma na opozicijo, glede razraščanja romske problematike, ki se je seveda tragično zakrožila, bi se temu reklo. Kako odgovarjaš na to? Bom začel najprej pri nabiranju političnih točk, ne. Ker sem profesionalen politik in želim delati kariero tudi naprej v politiki, jaz valjda nabiram politične točke. To je moj posel, a ne. In ne pristajam na to, ker levi vedno, ko vidijo, da bi lahko konservativci mogoče kje kaj pridobili, pa ne zaradi naše sprevrženosti, ampak zaradi njihove nesposobnosti, začnejo kričati, ne nabirajte političnih točk. Še enkrat, da se razumeva. Z tem tragičnim dogodkom, jaz pravim, kar ubojem v Novem mestu, ni zakovati političnih dobičkov. In Nova Slovenija in jaz osebno tega ne želimo delati in tudi ne delamo. Ampak bom pa nabiral politične točke na dejstvu, da mi že 5 let pripravljamo rešitve, jih predlagamo, iščemo kar najširše soglasje za njihov sprejem in še celovite rešitve. Ne to neki ad hoc, zdaj se je nekaj zgodilo, pa se samo odzovemo z nekim predlogom ukrepa, ampak širše, socialne predloge, predloge, ki grejo v smer reševanja varnostne problematike, preprečevanja nasilja, že mladostniškega in potem tudi učinkovitega ukrepanja proti storilcem. Tako da ne pristajam na to, bomo rekli, agendo levih, ki pa zdaj, ko so ugotovili, da so zamočili, ne, in sem spada, žal, tudi predsednica republike s svojim pozivom, vsi smo zamočili, vsi smo odgovorni, vsi moramo zdaj lepo sodelovati pri reševanju tega. Ne, nismo vsi zamočili. Ne. Tako da jaz bom še naprej nabiral politične točke, ampak na tem, v kar pač jaz osebno verjamem. Jaz osebno verjamem v temeljne krščansko-demokratske vrednote, svoboda, pravičnost, solidarnost, varnost. In to je to. Zato bom delal in seveda želim dovolitev naslednjih in dokler bojo ljudje to želeli, nabrati čim več političnih točk za Novo Slovenijo. Ja. En odgovor na to, zanimivo, ne, kako pač se trenutna opozicija naposluša nestrpnosti, kaj še, ščuvanja in podobno, ne. Svetohlinstva. Tako, ko pa potem prinese zdajšnja leva vlada tako rekoč kazenski zakonik nabit z represivnimi ukrepi, je pa vse v redu, ne. Ja, pravzaprav. Če bi neka druga vlada prinesla take ukrepe, bi, kje sem nekje prebrala, zmanjkalo koles. Ja, res je, zmanjkalo koles, pa še kakšne granitne kocke bi se našle in tako naprej, vse to smo že doživeli. Ampak bodiva poštena. Marsikaj v tem kazenskem zakoniku je potrebno in smo mi že predlagali. Verjetno tudi marsikaj že velja, ampak se ne izvaja, ne? Še več tega velja. Obstoječa zakonodaja omogoča ogromno ukrepov, preventivnih in kurativnih in sankcij in tako naprej. Ampak se ne izvaja. Eklatanten primer je recimo to, ker smo vsi mislili, da je policija čakala na odredbo tožilstva za to hišno preiskavo, ker se je streljalo takrat ob protestih v romskem naselju. Ne, ni policija čakala na odredbo. Tožilstvo je dalo odredbo na prošnjo policije za čez 4 dni. A razumeš? Torej, policija, in to smo mi vse skozi trdili, po Kljukarju smo pravzaprav pripravili 2-krat ogledalo v obliki interpelacije, ampak ga je Golob ščitil, ne. Policija ni bila sposobna izvesti takele preiskave, hišne preiskave, prej kot pač v 4 dneh. In zato so oni prosili za tožilstvo za odredbo za čez 4 dni. In to je nesprejemljivo, a ne. Golob in njegovi so državo pripeljali pravzaprav tako daleč, tako osiromašili so vse te, bi rekel, državne sisteme in podsisteme, da niso sposobni ukrepati ne preventivno, kaj šele kurativno, tudi takrat, ko je hudo. In zdaj Golob pravzaprav prihaja z nekim radikalnim kazenskim zakonikom, tako ga je on napovedal, ne,
Ampak, tu mu ne gre za prebivalce jugovzhodne Slovenije. Tu mu ne gre za to, da bi civili živeli bolj varno, pa imeli občutek varnosti, pa lahko recimo zdajle, ko smo pred prazniki, mirno hodili na vse adventne sejme, prireditve, božična srečanja in tako naprej, ampak mu gre za reševanje svoje politične kože. In tu je vzel v ekipo še Luko Mesca, ker drugega potrebujeta, ne? To je zdaj že jasno. In zato tudi Mesca ščiti, ampak tudi tu bomo mi opravili svojo dolžnost in svojo nalogo kot resna opozicijska stranka. Luka Mesca smo takoj poklicali na odgovornost, vložili interpelacijo in bomo videli, kako bo švical, po domače povedano, ko mu bomo predočili vse te razloge, da bi mogel kot koordinator za romsko problematiko, ki ni nič naredil in tudi zdaj ne, odstopiti. Pogosto se opozicija oziroma Nova Slovenija v tem mandatu sreča tudi z očitkom, kaj ste pa vi naredili, ne? Treba je pojasniti, da iz opozicije in z 8 poslanci so spremembe težko dosegljive, pa vendar to ni kakšen izgovor ali kaj, samo pojasnilo okoliščin in pravzaprav niti ne moremo reči, da nismo nič naredili, ker smo vendarle v Novi Sloveniji dosegli pomembne premike, recimo interpelacije ali razne pobude in tako naprej. Ampak poglejva recimo interpelacijo, prej si omenil Poklukarja. Tako smo vztrajali pri teh opozorilih o tem nezakonitem imenovanju recimo šefa policije in na koncu je prišlo do odstopa šefa policije. Ko je šlo za interpelacijo ministra Maljevca, je kar naenkrat nastal interventni zakon in to po vloženi interpelaciji opozicije, ne? In nekako po tej analogiji, ne, bi radi verjeli, da bo nekaj takega povzročila tudi interpelacija ministra Mesca, ker mogoče je majčkeno, kako naj rečem, utopično pričakovati, da se bo umaknil oziroma da bo predsednik vlade dopustil ta odstop. Dobro si povzela. Moram reči, da sem zelo ponosen na to, da smo v Novi Sloveniji sposobni in operativni tudi v opoziciji. Pa tudi, če imamo samo 8 poslancev, ampak tisti, ki naju spremljajo, so gotovo malo bolj angažirani v družbi in vejo, da ni vedno kvantiteta, ampak da je potrebna operativnost in jaz lahko rečem, da vsak od nas 8, pa še vse druge službe, ki nam pravzaprav, ki nas podpirajo, suportirajo, če uporabim grdo tujko, no, da smo sposobni marsikaj. In res, recimo pri Maljevcu, ki si rekla, ne, ker mi je ta tema bliže in sem res angažiran, je bil ključni cilj seveda pokazati na nesposobnost in neoperativnost Maljevca in njegovih, ne, ampak ključni cilj je bil, da vseeno poskrbimo za te najranljivejše, ne, ker v domovih in na domu so bili ljudje, potencialni upravičenci do storitev dolgotrajne oskrbe, na domu ali v instituciji so bili res že zmedeni in prestrašeni. Da ne govorim o domovih za starejše, ki nimajo, še zdaj imajo zelo pomanjkljive informacije. Ampak, a veš, nič se ni dogajalo 3 leta, ne? Kljub temu, da so bile visoko leteče besede in tako naprej. Največ, kar so zmogli dajati denar PR agencijam, ne? Mimogrede povezanim tudi s koalicijskimi poslanci, da so, bi rekel, nekako tlačili to nezadovoljstvo pa straha, ne? Ampak mi se veliko gibljemo med ljudmi, ne, in smo ta strah, to negotovost, to pravzaprav tudi, kako bi temu rekel, pričakovanje ljudi, da bojo vedeli, kako se odločiti, a po starem zakonu, a po novem in tako naprej, da je treba to presekati, da je treba iti naproti in da je treba tu omogočiti ljudem, da dobijo informacije, predvsem pa, da bo za njih poskrbljeno. In ja, če ne bilo interpelacije, pravzaprav ne bilo interventnega zakona, in še zdaj bi bili vsi v paniki, a ne? Tako da smo tu premaknili zadevo naprej, moraš pa tudi vedno gledati rezultate glasovanja pri teh interpelacijah, a ne? Poklukar obakrat in Maljevac in predtem se spomniš, Stojmenov je duh in se spomniš že tudi nekdanje Švarc Pipan in tako naprej, a ne? Se hitro vidi po številu glasov, ki podprejo ministra ali ministrico, ne? To je ključno. Sej mi vemo, da opozicija nima 46, da ga odstavi ali pa jo odstavi, ampak moraš pa videti, koliko ima podpore. In tudi Maljevec je imel zdaj Pirovo zmago, ne. Mislim, da tudi pri Mescu se zna zgoditi,
da ne bojo vsi koalicijski partnerji zelo strumno šli v podporo. Ne. To se da že čutiti, že iz stališč v državnem zboru. Tako da, poleg tega lahko pa še za prejšnje opozicijske čase, recimo naštejem vsaj 2 ključna premika za našo družbo. Ne. Nova Slovenija je kot opozicijska stranka uspela prepričati vse, da se je sprejel zakon o osebni asistenci 2017 z takrat Cerarjevo vlado. Ne. Mi smo bili v opoziciji in je bil to ključen premik pri najranljivejših. Ne. In zakon o množičnih grobiščih in dostojnem pokopu, ki je pa tudi prinesel čisto novo paradigmo in novo dinamiko pri urejanju teh pokopov in pietetne, spravne, kako bi temu rekel, spravnega vzdušja pri reševanju tega res perečega vprašanja. No, pri dolgotrajni oskrbi seveda z zanimanjem pričakujemo 1. december, ta prelomnica, še ena v nizu teh prelomnic uvajanja različnih storitev. Decembra pa z zanimanjem pričakujemo tudi programsko konferenco Nove Slovenije. V teh dneh bomo spoznali prve rešitve gospodarskega programa, ki smo ga vzeli za nekako osnovo v prepričanju Nove Slovenije, da če bo šlo gospodarstvu dobro, da bo šlo celi državi dobro, da bo mogoče razvoj. Kakšno popotnico bi dal temu programu oziroma prihajajočemu volilnemu programu? Nova Slovenija se, mislim, da kar ključno razlikuje od ostalih tekmecev na političnem prizorišču, da tudi ko smo v opoziciji, nismo samo kritizeri, sploh ne, ampak nasprotno, se pogledamo vedno tudi vase, delamo refleksije za nazaj in delamo načrte za naprej. In sem res navdušen nad tem, da gremo zdajle z eno javno predstavitvijo in potem z obiski na terenu, s pogovori z vsemi, ki jih zadeva gospodarski program in vse to, kar lahko s sabo prinese, da bomo slišali od njih in potem bomo s programsko konferenco decembra to nekako zaokrožili v naš program za mandat 2026 in naprej. Poglej, jaz sem po duši bolj socialc. Mi bolj leži ta del urejanja naše družbe, ne? Sociala, socialno-varstvene storitve in tako naprej. Družinska politika, demografija, to me zelo motivira, ampak hkrati pa je jasno vsakemu, ki ima zdrav razum, in to že od nekdaj mi govorimo, ne, v Novi Sloveniji, brez uspešnega, močnega gospodarstva pač ne bomo mogli financirati vseh drugih sistemov v naši družbi in bo težko, bomo težko priča solidarnosti, če ne bojo naši podjetniki, naša podjetja uspešni. Seveda, ker smo mi za socialno-tržno gospodarstvo, potrebujemo nekaj korekcije, zakonske korekcije tega bi rekel, sektorja gospodarstva, ampak na koncu rabimo uspešno gospodarstvo. In zato sem jaz zelo za in sem tudi vesel, ker Jernej, novi predsednik, moram reči, po domače povedano, trga, ne, zato, da bomo res prišli z takimi rešitvami, ki so iz ljudi, ideje so prišle iz ljudi, predlogi iz ljudi, ali pa iz dobrih praks, morda tudi že iz preteklosti, ali pa iz drugih sosednjih podobnih držav. Tako da mislim, da pripravljamo kar nekaj dobrih, tudi presenečenj, ki jih še ni, mislim, da v Sloveniji kdo razen nas že kdaj predlagal, in če nam bojo volivci potem dali mandat po 2026, mislim, da zdaj pa že vsi vejo, da jih bomo sposobni tudi uresničiti. Tako da, evo, gremo zdaj spet na teren. Ne. En tak antipod tej vladi slaščičarni, ki na široko odpira vrata pred volitvami, ne? Tole je, moram reči, ga ni več človeka, ko gremo na teren. September, oktober, predvsem september, je zelo gospodarsko, kako bi temu rekel, zaznamovan mesec. Ne. So ti ta glavni sejmi, Agra za kmetice in druge gospodarstvenike, potem imamo most v Celju in tako naprej. Smo bili tam ne samo na obisku 1 uro, ampak smo bili vse dni na vseh teh sejmih, v Komendi tudi. Lej, toliko, kako bi temu rekel, vse gospodarstveniki nikoli ne obupajo, tako da ne bom rekel obupa, ampak toliko zdaj že jeze, ker se ljudje čutijo, da se nekdo zafrkava iz njih, no.
ti ljudje, ki bi radi samo delali, preprosto bi radi delali svoj posel. En izdeluje nek izdelek, en ima neke storitve in tako naprej, ampak Golob s svojimi in praktično na pol leta spreminja pravila igre. Pa to ni mogoče zdržati. No? Po jih pa še na Hrvaško, če jim kaj ne paše, ne grejo pa na Hrvaško ali pa v Bosno. To ni človeško. Tako se s tistimi, ki financirajo pravzaprav državo in vse, kar imamo, socialo, izobraževanje, infrastrukturo, to se vse iz nekod nabere v proračunu. Ne? To ni Golobov denar. Ne? Da ne rečem, kaj delajo zdravstvo in tako naprej. Torej, ta slaščičarna nas počasi razgrajuje, predvsem zakaj? Ključno sporočilo slaščičarne je, podprli bomo tiste, ki ne ustvarjajo in ki ne prispevajo. To je pa ravno narobe, ravno obratno, kar v Novi Sloveniji govorimo. Podprimo, dajmo možnost tistim, ki ustvarjajo in prispevajo, in potem bomo vsi boljše živeli. Ne? In Golob tu tudi, bi rekel, čist utilitaristično v bistvu uporablja javna sredstva, proračun, zato da bi on dobil politične točke. Ampak ti povem kot politolog, ne sicer najbolj, bi rekel, politik z najdaljšo kilometrino, ampak nekaj izkušenj pa že imam. Jaz mislim, da se to ponavadi ne izide. No? Ljudje, ko jim daješ take bombončke, pa slaščice, pa to, na koncu rečejo, saj to nam itak pripada, ampak do volitev pa to pozabijo. Tako da tu se je malo uštel in na nek način je pa z odnosom do ljudi, pokazal svoj karakter, kako mu gre samo za reševanje svoje politične kože. In simptomatično je slišal odziv ljudstva v Murski Soboti, kar je zdaj že zelo znano, ki je dobil tako, bi rekel, zaušnico, ki je en obrtnik, ga je, mislim, da kar malo bolj grobo odslovil. Mrš z moje stojnice, ne? In tako naprej. To je pa počutje med ljudmi, kakor hodimo mi okrog. Se tudi vemo, če to preslikava to logiko na zdravje, ne? Tudi če živimo samo od bombonov, se to kmalu pozna na zdravju, začne v jedru. Telo začne po vrsti odpovedovati. Ja. Najprej zobje, pa še kaj drugega. Skoraj jutri je referendum o pomoči pri predčasnem končanju življenja. Za eno popotnico bi te prosila, pravzaprav Nova Slovenija pri tem vztraja, da zakon pade, torej zagovarja, da naj volivci obkrožijo proti. Mi izbiramo življenje, se zavzemamo za skrb, za sočutje, nikogar ne želimo pustiti samega in konec koncev ne želimo razvrednotiti življenja tudi v trenutkih, ko ni najlepše. Začel bom najprej čist trdo politično pravno. Ta koalicija je, bi rekel, po hudih družbenih tudi uporih in pretresih potem na silo sprejela en zakon. Ta zakon je slab. Nima dovolj varovalk, ta zakon ima veliko pomanjkljivosti. Recimo, če omenim samo eno stvar, niso hoteli na naš večkratni predlog in amandma unesti noter statistike. Se pravi, koliko da bodo ljudje umirali. Ne bo vzrok pomoč pri samomoru, ne bo, ampak bo neka diagnoza, ne vem, zastoj srca bo pisala, ne? Tudi če bo postopek pomoči pri samomoru. Tako da zakon je slab. Drugič, takšen zakon s takimi rešitvami je direktno v nasprotju z našo ustavo, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo in da nimamo smrtne kazni v Sloveniji in še nekaj, kazenski zakonik pa pravi jasno, da vsako napeljevanje ali pomoč pri samomoru je kaznivo dejanje. To je drugič. Tretjič, zdaj pa grem na to, bomo rekli, čustveno duhovno sporočilo. Ne, ki pa ljudi ponavadi najbolj nagovori, ne toliko, bi rekel, pravno-politični argumenti, ampak tudi tisti so zelo trdi pri tem zakonu. Ko imaš ti enkrat tako rešitev, kot je pomoč pri samomoru, delaš neizrečen pritisk na najšibkejše člane družbe. In to je nedopustno.
Zato, ker že brez tega se, ko postanemo nemočni in šibki in ne moremo več toliko prispevati, se vsak, bi rekel, iz svojega neke želje, notranje želje prispevati in pomagati, se čuti že v bistvu potem malo odveč. Kaj rečejo recimo babice, dedki, velikokrat rečejo, joj, noben mu ne bi rad bil na poto, a ne. Pa to je klic nam, aktivni generaciji, ki bomo enkrat tam, ne, to je klic nam, da jim damo mesto, da jim z besedami in z dejanji pokažemo, da so dobrodošli, zaželjeni in da so nepogrešljivi. In to mi v Novi Sloveniji govorimo, a ne, ko rečemo izberi življenje. Sploh je pa sprevrženo v razmerah, ko imamo izjemno nedostopno zdravstvo. Dostop do specialista je, če malo, bi rekel, primerjam, zelo trdo se bo slišalo, ne? Dostopnost do specialistov je v nekaterih področjih, v letih se merja, ne? Čakalna doba. Ta postopek pomoči pri samomoru naj bi pa šel v 30 dneh čez po zakonu. Ja, in na stroške obveznega zavarovanja. Tako je. In drugič, ko nimamo dostopne paliative za vse, ko je hospic še vedno na donacijah, ne pa na sistemskem financiranju ZZS-ja, je sprevrženo govoriti o pomoči pri samomoru kot legitimni opciji. Moram tu pohvaliti našo ekipo, vsi, ki delajo s komunikacijami in tem, moram reči, da so izbrali zelo lepe grafike, zelo lepe, 2 roki, ki se držita, ne, to je močen simbol. Mi kot družba ne preživimo, če ne držimo skupaj, in pa tudi poziv izberi življenje, zato bodi proti. In moram reči, da sem navdušen, ker zanimivo, zagovorniki zakona so zdaj začeli z precej sovražnimi in takimi napadalnimi sporočili, ne, kar pomeni, da verjetno jim tudi tu ne gre za ljudi, ampak jim gre samo za kako bi rekel, nek boj proti, ne, proti temu, da bi vsem dali tisto dostojanstvo, ki jim pač gre. Ne. Mi smo pa kot politiki in kot ljudje zavezani k temu, da za najšibkejše poskrbimo. To je največja civilizacijska pridobitev. Tako da, ja, do 23.11. delamo. Moram reči, da je res veliko okroglih miz, pogovorov, tudi oddaj po televizijah in na drugih medijah, po radijih in se borimo, ne bomo se predali. Ja. Najlepša hvala, Janez, za ta pogovor. Verjamem, da se bo kmalu spet srečala. Lep dan, uspešno še naprej. Hvala, Andreja, za vabilo in gremo naprej. Ne? Tako je. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.